Oddaja, ki smo jo pripravili za nocoj, je nekaj posebnega in niti približno ne potrebuje dolgega uvoda. Seveda vam bomo pokazali več avtov, enega kitajskega, enega nemškega, za začetek pa enega japonskega, ampak v deželi, kjer bi ga verjetno najmanj pričakovali. Danes bom pa videl svoje otroške sanje. Največji spomenik ljubezni na svetu, pa ne zato, ker bi bil ful nek hud romantik, ampak zaradi tega, ker sem kot otrok poslušal Queene in so peli v njem v The Miracle, pa seveda zato, ker je to eno od čudes sveta. Ej, koničke. Jep, Taj Mahal je to. Saj vem, da ste takoj uganili, je pa to v resnici grobnica, ki jo je takratni cesar dal zgraditi skoraj pred 400 leti za svojo najljubšo ženo, ki jo je potem tukaj noter pokopal. In potem kasneje bi tudi sam pokopal na tej isti grobnici, ne? Teli ornamenti, ki izgledajo, kakor da so naslikani, pa v resnici niso, ampak so noter grajeni pol dragi kamenčki. Totalno hudo. In to zadevo so gradili, koliko si rekel? 22 let, 20 000 ljudi. Noro, res. A misliš, da so bile ostale žene kaj nervozne, ker za njih pa ni bilo? Mojem niso bile preveč vesele, da je za samo eno ženo to zgradil, ne, in zaradi tega je verjetno tudi dosti malo pol šel, ne. Seveda pa sem šel to pogledati samo zato, ker sem imel čas, ker sem imel vmes polno avto, ne, da grem lahko naprej po tej zanimivi deželici, kjer je krava vredna več od človeka. Zakaj Suzuki? Ker je to najbolje prodajana znamka v Indiji. Kar 40% tržni delež ima na tem ogromnem trgu in kar 4 tovarne tukaj, to je res noro. Ampak, ker je Indijcev res velika, ne, obrne številke še majčkeno drugače. V Evropi prodamo vsako leto tam okrog 200 000 Suzukijev, v Indiji pa jih toliko prodaja vsak mesec. Ja, sem se prej hecal z Indijci, da če bi si jaz izmislil eno stvar, ki bi stala 1 evro in bi jo kupil vsak Indijc, bi postal milijarder. Samo ker ne vem, kaj bi to bilo. Dobar, včasih sem prav šokiran, kako takšna država sploh lahko funkcionira, ampak očitno gre, čeprav je totalen kaos. Glej to, zdajle pred mano vse stoji. Znaki, semafori, kot da jih ni, ampak promet vseeno teče, sicer se veliko zatika, ampak na koncu nekako zlezeš tam vmes med vsem skupaj. In tudi ja, na začetku si totalno živčen, ko se kle usedeš za volan, ker stalno trobijo, pa misliš, kaj je narobe, pol pa vidiš, da tako v bistvu samo opozarjajo nase. V stilu, pip, tukaj sem. Da bi bilo moje življenje tukaj v Indiji še težje, pa sem si omislil električni avto. So mi vsi rekli, če sem nor že sam zato, ker bom vozil v Indiji, kaj šele zato, da bom potem še polnilnice iskal. Ja, ampak glej, en mora. E-Vitara je čist nov električni avto, ki sem ga do zdaj vozil samo na posebnem poligonu, kjer sem se prepričal, kako dobro deluje štirikolesni pogon in kako dobro se drži ceste, tukaj ga pa zdaj prvič vozim na pravih cestah. Zanimivo je, koliko so ti avti cenejši tukaj, ba je bo takšna E-Vitara polno opremljena stala 22 000 evrov, pri nas pa vsaj še pol toliko. Dobar, pri nas imamo sicer subvencije, ampak še vedno je cena pri njih bistveno nižja že v osnovi. Plus oni potem nimajo nobenih dodatnih dajatev in pač nekih drugih stroškov z električnimi vozili, plus polnjenje je dosti nekaj pri nas. No, v glavnem prvi občutki so super, da je pa avto toliko tih, mi pa čist nič ne pomaga, ker je vse ostalo toliko glasno. Evo, malo pokažem. Pa nič ni drugače, vsi se peljamo sam naravnost v koloni, ampak vseeno si trobijo. Vedno se vsi jezimo, ko je treba avto polniti in potem čakati, ampak jaz sem pa najdel tudi eno pozitivno stvar. Nekaj, ko pametno izkoristim čas in danes sem recimo šel tukaj na safari, ki ne bi bil poln tigrov tukaj v džungli, ampak če se mirno sprehajamo stotine ljudi pa krave, ne, pol verjetno ni toliko nevarno, ali so pa tigri danes že jedli.
No, ampak sem pa videl nekaj živali in sicer ful ptičkov, potem veveričke, opice cel kup, hočejo vaš čips pa čokolade. Zdaj jaz nimam pa nič. Kaj moraš paziti, ne, da telefona ne daš ven, ker ti ga ukrade, pa hoče hrano zanj, če ne ti ga ne vrne več. To je to, ko jih je. Pa celo krokodila, to pa ja. Drugače pa tole je taka ogromna, pa ful huda utrdba rantambor, tukaj za mano je pa tempelj, ampak se mi zdaj ne da se zuvati. Drugače pa cel ta paket, ne, skupaj z vožnjo z odprtim džipom Maruti, stane 50 € za 2. Ni ogromen, bomo preživeli. Veš, oni gre pa noter, ne? In ko bojo zmolili. Evo, sem se mogel prav ustaviti tukaj, ker je srednje lepo, predvsem pa zato, ker imam končno opran avto za 5 €, da ga vsaj enkrat pokažem čistega, ker čim ga malo zapeljem po teh groznih cestah v Indiji, je neprepoznaven. V glavnem, tudi Suzuki e-Vitara je v Indiji totalna novost, v bistvu ga tukaj uradno predstavlja šele čez 2 tedna. Konec januarja je zdajle zame. Do zdaj sem prevozil kakšnih 500 km, dvakrat sem ga napolnil in načeloma je šlo brez težav, bom pa na koncu povedal, če bo šlo vse brez težav. Električni avti so v Indiji še zelo redki. Je pa res, da so tudi oni zdaj že začeli z elektrifikacijo in pri njih električne avte prepoznaš po zelenih tablicah. Evo, le kako lepo piše gor, Indija, na vsaki številki. e-Vitara je čist nov avto z na novo razvito električno platformo in ima lahko samo sprednji ali pa 4-kolesni pogon, če ima 2 motorja kot moj, ravno nekaj bolj terenskega za te indijske ceste, a ne? Avto je v bistvu zelo kompakten in čeprav imaš za volanom občutek, da je havba dolga, v resnici ni, tako da se da tudi lepo na kakšnih ozkih delih manevrirati. Spredi se recimo lepo vidi, da je nos čist ravno odsekan, pa tudi sicer so vse linije zelo oglate, ampak moderne. V bistvu edina okrogla stvar na tem avtu so kolesa, po mojem. Drugače pa zdaj je trajalo, ne vem, koliko enih 5 minut, da sem počakal, da je cel ta živalski vrč stran. Razvita platforma, e-Vitara je čist nov avto. Lekva je vse prišlo spet tam, ne. e-Vitara bo na voljo z 2 baterijama, 49 ali 61 kWh neto. Jaz imam to z večjo, da lažje premagujem vse te razdalje. Vedno bi mogli biti baterije za več kot 400 km dosega, tako da me zaenkrat prav nič ne skrbi. Sistemska moč je v mojem primeru 135 kW, to je 184 konjev, ker ima 2 motorja, s katerima prav lepo vleče in je res fajn prehitevati ves ta napol stoječ promet. Promet, ja, katastrofa, kaj to počnejo. Celo tam, kjer so dvopasovnice, moraš totalno paziti, ker se vozijo nasproti po tvojem in po svojem pasu. Pa vse živali na cesti, pa norci. Ja, tukaj res ni časa za počitek med vožnjo, moraš biti skozi ful na trnih. Evo, sem se ravno pripeljal v Chittorgarh, tukaj do salona Maruti Suzuki in zdaj moram prav počakati šefa, da pride sem, lastnik salona, ne, ker hoče prvič v življenju videti, kako sem jaz lahko plačal polnjenje z aplikacijo, ker oni imajo samo kartico. Tako da, evo, jaz v bistvu Indijcem pomagam testirati njihovo novo aplikacijo, ki jo bodo lansirali skupaj z avtom šele čez 2 tedna. Hudo, ne? In zadeva načeloma špila. 60 kW se fila, več ni pa nikjer šlo, tako da očitno imajo posod omejitev na 60 kW. To za mene varnostnik me je hotel prav pregnati, ker tukaj noben ne sme pomniti. Pa poklical svojega šefa pa je rekel, ja, vse je zmeden. Ful so hecni, zato ker čisto noben ni navajen sploh na to in je rekel, da je prejšnji mesec en uporabljal polnilnico. Vse bo, počas bi tudi oni prišli do tega. Nisem se pa tukaj ustavil samo zaradi polnjenja, ne? Danes sem ostal vse majčkeno bolj zgodaj, da prehitim vse indijske turiste, ki jih nikjer ni malo. Pa ko sem šel doma, tam, kjer sem spal, mi je lastnik narisal tole piko za srečo, pa zraven eno zmolo. Drugače pa tole pa je največja utrdba v Indiji. 14 km meri obseg obzidja, tole je pa ena od 4 palač, ki še stojijo. Hude bitke so se bile tukaj, najhujša je bila, ko so jih 8 mesecev oblegali, ampak so imeli baje za 50 000 vojakov vode za 4 leta v vseh možnih vodnih rezervoarjih.
Pa ful je lepo drugače, ker je taka mistična svetloba, ki je še zmeraj malo megleno. Tle ponad kar do 12 megla, potem se šele sonček pokaže. Chicken biryani so imeli. Chicken biryanja pa po mojem niso imeli tle takrat. So imeli pa ful ptičev, mogoče so ptiči ga imeli. Zanimivo je recimo, da se lahko tukaj posod voziš z avtom, čeprav je ta spomenik pod UNESCO-ovo zaščito. Ampak spet ne vem, če si to želiš, ker je ful ozko, posod so spet živali na cestah, ljudje so brezobrazni, v glavnem večina folka si rajši kar najame te male taksije. Evo, špila, sicer zaenkrat samo 15 kW, ampak mi je v bistvu čisto vseeno, ker sem rezerviral hotel tukaj zraven ene od 3 polnilnic v Jodhpurju. Jutri grem pa itak naprej, tako da mi je vseeno, nimam časa za hoditi v mesto. Danes me je bilo v bistvu najbolj strah, če bom prišel na cilj, ampak je šlo brez težav, ker se itak nikjer nisem mogel voziti več kot 80 km/h, takšne so pač omejitve, tako da sem po skoraj 350 prevoženih kilometrih prišel na cilj v miru z 19%. Drugače pa tukaj tudi ne spoštujejo nobenih pač teh pravil, kje se lahko parkira, pa to pač itak noben ne fila kao. Gremo spat. Neverjetno je, koliko se pokrajina hitro spremeni. Še včeraj sem se vozil po travnati pokrajini, danes v smeri proti Pakistanu, pa sem v ta pravi puščavi. Sem tako splaniral, da imam na cilju spet polnilnico, čeprav prele ena v kempu ni delovala, so rekli, da dobijo čez kakšno uro ali pa 2 elektriko, vem pa, da pri hotelu deluje, tako da bom jutri lepo tam umirno nafilal. Tako da ja, tudi v puščavi imajo polnilnice. Drugače pa tukaj, v Rajasthanu, so ceste daleč najboljše do zdaj. Ful so tudi lepo vzdrževane, večinoma, no. Potem prometa je manj, predvsem pa naselje in gre pol ful bolj tekoče. Me je pa prej ustavil policaj in je rekel, da sem vozil 80 tam, kjer je bila omejitev 60. Potem pa mimo naju vsi drvijo več kot 100 in še zraven hupajo. Tako da, okej, recimo, ne, me je pa pol takoj spustil naprej, ker ni znal ful dobro angleško, pa je rekel sam, šibej, verjetno je hotel malo zaslužiti, ker ne vem, če bila tam res omejitev 60, dvopasovna cesta, čisto odprta, vse, bla, bla. Je pa rekel, da lahko naprej vozim 70, da več pa rajši ne. यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव Ko ne gre več naprej z avtom, imam pa puščavski Suzuki. 4-kolesni pogon pri Vitara je sicer okej, zelo okej, ampak 4-nožni pri kameli pa pride še majčkeno dlje. Torej, semle, sredi Cipin. Drugače pa ful priporočam, da si plačate 40 € na osebo za nočni safari. Najprej dobite ježo s kamelo, potem fajn prigrizke, pa obvezno čaj, jasno. Kasneje potem gledanje sončnega zahoda, pa potem večerica, na koncu pa spanje pod zvezdami. Mislim, kaj češ lepšega, razen če dežuje. Je rekel tip prej, da je 3 dni nazaj klede na polno lil, zato je še ves pesek klede moker. Drugače pa zdaj najbolj hladen mesec v letu, prijetnih 22 stopinj je, polet pride pa tudi do 50, celo do 60 stopinj, si sploh ne predstavljam. Evo, daj, drugače bom pa tamle spal. Spanje pod zvezdami, lušten, tako da dobiš tudi zajtrk, pol zjutraj, sem pa ni toliko toplo. Po noči je bilo tam enih 8-9 stopinj, tako da se moraš kar fajn obleči pa orang pokrit. No, šef je pa tamle spal v šotoru. Ja, fajn, drugače imaš pa ful peska za zobmi. Zdaj pa še nekaj za dušo. Evo, ta prava puščava in peščene sipine. Sicer tega ni veliko tukaj, malo pa, da si lahko privoščim še malo zabave in naredim nekaj res hudih posnetkov. Baterija je zdaj še za 17%, tako da tole posnamemo, pol je treba pa kar na polnilnico, bo do za danes.
Štirikolesni pogon je res kul tukaj, tako da se e-Vitara nič kaj ne matra, ker ima ta električna motorja toliko navora. Samo lepo drsiš v tišini skozi puščavo in uživaš. Top, da je to kaj hudo. Vitara je bila včasih precej bolj terenski avto, potem so pa ugotovili, da je premajhen trg za to in danes ponujajo štirikolesni pogon bolj zato, da bomo imeli manj skrbi, ko se vozimo. In zato tudi ne bom rinil na une mehke, visoke sipine, da se slučajno kje ne zakopljem. Sem pa že večkrat povedal, da je elektromotor vseeno super za takšen teren, ker je navor takoj na voljo in potem ne rabiš paziti na motorne vrtljaje. Ne smeš se pa ustaviti, ker pesek je vse najbolj zahtevna podlaga. Ne? Če se zakoplješ v snegu, ga še lahko nekako odmečeš stran, peska pa ne moreš. No, zdajle pa sem že bil malo nervozen, ko sem se vrnil iz puščave, ker prele polnilnica pri kempu ni delovala, potem ena na poti tudi ne, pa je kazalo, da je okej. Tako da sem svojo zadnjo opcijo tukaj sploh najdel pri enem velikemu hotelu in sem se sem pripeljal z 2% baterije, torej z 9 km dosega. Ja, dobro, zdaj se ne dotikam več avta, samo da se zihar napolnim. Še zadnjo noč sem prespal tukaj v puščavi. Zjutraj je kar mrzlo, se pozna 9 stopinj, ampak je sonček fajn topel, pa zrak je tukaj res dober, se tudi pozna, da ni nobene industrije kle okoli. Drugače pa večina prenočišč stane okrog 35 do 40 evrov na noč za 2 osebi, zraven pa ponuja še takšen enostaven zajtrk in tukaj imajo celo ta prava jajca za omleto, ker večinoma ponujajo samo veganske. Tako da, evo, gremo. Zdaj se že peljem nazaj proti Delju. 3 dni imam časa, da ujamem avion, tako da kar lepo na izi. Se mi čistem kamor ne mudi, pa tudi omejitve so tukaj le 80 km/h, tako da se treba tega držati, da ne bo spet kakšen policaj česa rekel. Vsem pa poraba ni toliko majhna, kot sem mislil, da bo. Dober, tale ima res 2 motorja, ampak zdaj po okrog 1600 zelo na izi prevoženih kilometrih imam 6,3 km na kWh, kar je malo pod 16 kWh na 100 km po naše. Ja. Z enim motorjem bi bil verjetno majčkeno bolj varčen, ampak še zmeraj se da tudi s tem shajati. Sem pa presenečen, koliko vetrnic imajo tukaj le Indijci v Rajasthanu. Bajem lokalci ful pocen prodajo ali pa dajo najem zemljo in potem energetske firme na veliko postavljajo vetrne pa sončne elektrarne, kar seveda ni vsem všeč, zato ker s tem spreminjajo pokrajino, eni pa zelo fajn zaslužijo. So pa ceste tukaj zelo kul, sicer zelo ravne, ampak lepo urejene, pa pokrajina mi je dejansko zanimiva. Moraš pa tako kot posod tudi tukaj paziti na živali, predvsem na krave, ker se tako leno sprehaja po cesti, kot da se jim prav kamor namodi. No, se jim ne. Kaj je pa zdaj cel postopek, da sem jaz lahko avto gor pa pelil, sem moral vse motorje umakniti, gate, in zdaj vsi gledajo mene, ker sem prava atrakcija. Kako bom zdaj jaz avto nafilal? 3 mesece nazaj je bil baje tale uporabljen, pa včeraj, tako da očitno nekdo je filal. Drugače pa zanimiv, ne? Na teh njihovih polnilnicah je približno pol cnej polnjenje in ker sem preračunal, pride polnjenje polne baterije tam okoli 5 evrov. Res mu je poceni elektriko. Na unih polnilnicah, ki sem jo prej bilo, pa tam okoli 10 evrov za polno baterijo, tako da kilovatna ura ma niti 10 centov ni, no. To noč sem prespal v razkošni konjeniški vili, kot ji pravijo. Celih 49 evrov sem dal za 2 zajtrkom. Ja, sem si privoščil. Lastnik je bil nekdanji vojaški oficir, kar pomeni, da je veliko bolj premožen kot poprečni Indijec, ki ima komaj za pest riža vsak dan. Mislim, se ne morem verjeti, kako je lahko takšna masa ljudi sploh preskrbljena. Obenem pa večina ljudi sploh ničesar ne počne. Cele dneve sedijo, ležijo, buljajo v telefone,
Ja, je zadnjič rekel vodič po puščavi, da samo 20% Indijcev dela, vsi ostali pa bluzijo. Sem si na hitro potem v tem puščavskem mestu Bikaner pogledal še mestno Trnavo, ki je absolutno vredna ogleda, ker so v njej živeli vsi maharadže. Baje so jih imeli ljudje kar radi, ker so veliko naredili za njih, recimo pripeljali so jim vodo v puščavo, zgradili šole in podobno, čeprav so seveda sami živeli v pravem razkošju. Poslikave, predvsem tiste zlate, zelo lepo pokažejo to. Dobro pa so živeli tudi tukaj, v tem malem mestecu Mandawa. Mandawa. Zdaj pa ne morem mim, ker je pred mano tole. No, pa je šla kamelca mim. V glavnem, v tem malem mestecu so se ustavljali trgovci in potem menjali večinoma svilo pa bombaž, lastniki pa so potem živeli v takšnih razkošnih vilah, ki jim pravijo haveli in kjer so danes uredili hotele. In tale bo moj zadnji na poti v Deli. Zdaj sem si privoščil tipično radžastansko večerjo, 6 € na osebo stane tole, ker je več jedi. Jedi raj ne bom našteval, zaradi tega, ker nimam pojma kaj je kaj, vem pa, da je tole za na koncu, ker je sladko, pa ta kruh imam ful rad. Drugače vse tole vegetarijansko in ful lepo diši, hrana je zelo dobra drugače v Indiji, če nimaš težav seveda s pekočimi jedmi, tako da jaz še nisem bil lačen tukaj. Evo, še pol baterije imam, eno hitro polnjenje me čaka na poti do Delija, potem pa prespim, vrnem avto in odletim domov. Na koncu bom naredil okrog 2500 km, povprečna poraba pa je zdaj pada na 6,5, torej dobrih 15 kWh na 100 km, kar ni slabo, je pa res, da je bila vožnja skozi praktično idealna, povprečna hitrost 80 na uro. Pa Suzuki e-Vitara kot avto, super je. Zelo dober je občutek na volanu, podvozje dobro deluje, dobro, čez kakšne grbine gre malo trdo, ampak je pa potem boljši na terenu, ko rabiš majčkeno več občutka. Moči je več kot dovolj, super je za prehitevati tiste počasne tovornjake pa motoriste, prostora je dovolj, v glavnem fajn avto, če se boste odločili za prvi električni Suzuki. Edini vaš bo verjetno malo bolj čist. Drugač pa ne, da ne boste mislili, da sem bil res toliko pogumen, da sem si upal z električnim avtom voziti po Indiji, sem si za vsak slučaj umislil še en klasičen avto z bencinskim motorjem, pa seveda tudi voznika, a ne? Prid voznik. Ja, jaz sem ta rešitelj. No, je pa res, da sva vsem hotela biti malo bolj ziher, zato imava v bistvu še en avto in sva še toliko bolj posebna, ne zato, ker sva tujca, pa ker se z avtom vozva, ampak zato, ker se vsak s svojim avtom vozva. To je res bizarno, ker prideva na kakšno bencinsko črpalko, gledajo, da so dva vesolca, prvi zato, ker so bela. You single? You single? You single? To je bilo včeraj, nič ni bilo jasno. To je bizarno. Ampak v resnici nisem nikoli rabil. Ne, v bistvu so zdaj na koncu poti ugotovila, da ni bilo čisto nobenih zapletov, tako da moj avto je pravzaprav če ga ne bi bilo. Čisto brez veze, ampak je pa tvoj avto zanimiv, ta ga pri nas ni. Ja, moj avto se pa imenuje Fronx, tega modela pri nas res ni, je malo manjši kot Vitara, pa v bistvu precej prijeten avto. No, jaz imam litrski turbobencinski trivaljni motor, avtomatski menjalnik. Blagi hibrid. Blagi hibrid je, oziroma smart hibrid, ali kaj piše. Aha. Tako da porabo imam dobrih 5 litrov, tudi zapeljati je prav prijeten avto. Se mi zdi, da je celo bolj udoben kot pa Vitara. Yeah. Gledam Mateja vedno, ko se čez kakšne grbine ali pa ovire pelje, pa se njegov avto počasneje umiri kot moj. Tako da prav prijeten avto. No. Je pa moj boljši za teren, to smo pa videla. Ja, to pa seveda v puščavi. Moj greš po njegov, ne? Moj ne gre, ja. Mislim, se niso probali, ker se niso upali, ker ga ne bi dubla. Ampak, povej, Indija, vožnja. Ja, tukaj so malo nori. Ne, v bistvu so neumni, če mene vprašaš. Ja, v bistvu so neumni, ja. Vožnja je prijetna, ko si enkrat izven mest, kjer ni veliko prometa, tam se je prav fino peljati, v mestih je pa en sam kaos. Čeprav moram pa tudi tukaj reči, da se mi zdi, da je povprečen indijski voznik pa veliko bolj spreten od povprečnega evropskega voznika, ravno zaradi tega kaosa, ker moraš skozi spremljati promet, čisto z vseh strani ti druga vozila prihajajo, vedeti moraš, kje so robovi tvojega avta, ker vse pobutanih avtov noro veliko ni, tudi
Nesreče nismo videli, Ne. niso nobene. Ne? Jaz dejansko se ne spomnim, da mogoče Ne. kakšen avto bil tako ob cesti, ker je bil popraskan, ampak prav, da kdo leže na cesti, razen krave, pa ni bilo, pa pesov. No ja, na živali je treba fejst paziti, krave so povsod, na unih hitrih dvopasovnih cestah, na avtocestah. Sploh po noč, kaj ne vidiš, sploh ne črne krave. Poletiš in v zadnjem trenutku zabremzaš. Katastrofa. No, pa navaditi se moraš tega, da čeprav imaš recimo dvopasovno enosmerno cesto, se ti nasprot vozijo avtomobili in tovornjaki, ker jim je pač lažje tako. Tako da v bistvu imaš 3 smeri na enem pasu lahko. Ja, pa še krave vmes. Pa še krave, pa pes, pa kakšen jagenček. Ja. Tako da fajn. V glavnem, jaz mislim, da sem videl tole dobro zihter, zdaj pa domov in kaj bo doma prva stvar? Doma bo prva stvar goveja juha, zrezek pa solata. Zrezek mora bolj potih govoriti. To ne naj gleda. Da se ne ve, kaj pomeni to. Ne, sej. Ja, fajn zgodba, ampak zakaj si bil po določenih kadrih tako čuden? Mislim, čudno si se držal. Pa nekaj sem bil poškodovan, ni važno, vse sva A zrihtali. še to, mislim, kak si pa vozil? Pa še si videl, da je čisto normalno, ampak se ni važno. Lej, bolj pomembno je, da so si na koncu z Anžetom prav čestitela, ker nobene nove praskice ni bilo na nobenem od najnih avtov. Še so takrat, no, ko se je en motorist naslonil Anžetu na avto, ker se je motorist en od zatu zaletel, se nič ni pol poznali. Sploh ne bom več spraševal, kaj vse sta še doživela. Prispevek lahko najdete tudi na volan.si, kjer je obsežna fotogalerija. Mi pa gremo naprej z vsebino, ker še nisem povedal vsega o novem T-Rocku. Veš, Ha, pa pazi, ja, te še boli, a kaj? ne, ampak da nov. Prvi Volkswagen T-Roc je bil zelo zaželen, pa sem prepričan, da bo tudi drugi. Dokaz. Zadnjič sem se peljal po cesti in so se 3 predstavnice nežnejšega spola dejansko ustavile in gledale, kako sem se pripeljal in odpeljal mimo. Očitno je ženskam zelo všeč. Predvsem pa bo T-Roc zdaj poskrbel za barvitost v sicer monotonem svetu avtomobilizma, ker je tale rumena barva osnovna. To pomeni, da je lahko takle čist vsak novi T-Roc brez doplačila. Ker je avto zdaj 9 let mlajši od prve generacije, je jasno, da je tehnološko tudi bolj napreden. Delno seveda zaradi posodobljene platforme, delno pa zaradi številnih tehnoloških prebojev v slabem desetletju. K sreči to pri novem T-Rocu še vedno pomeni, da je kar nekaj klasičnih gumbov, ki jih imamo vozniki seveda najraje. Na vratih imamo tako klasična 4 stikala za odpiranje stekel, klasičen gumb za nastavljanje zunanjih zvratnih ogledal in pa seveda klasično kljuko, ki je mal bolj stilsko dovršena. Dobro, gumb za luči je nov, ampak še vedno precej klasičen, potem so klasični gumbi na volanu, digitalni merilniki so pregledni in pa tale osrednji zaslon je velik. Na sredinski konzoli je pa en tak lušen okrogel gumb. Zdaj prek tega lahko vedno v osnovi spreminjate glasnost multimedije, če ga pritisnete, pa lahko spreminjate vozne načine ali pa celo načine dobrega počutja. In v tem primeru se potem spreminjajo tudi barve, grafike in pa ambientalne osvetlitve. Nov multimedijski sistem na 12,9-palčnem zaslonu je precej boljši, ker imaš povsem zgoraj bližnjice za izklapljanje nekaterih najbolj tečnih in motečih sistemov. So se potrudili, da res vse takoj obvladaš. V meniju so potem možnosti podane preko ikon, čeprav za samo navigacijo pa je potrebne nekaj več vaje. Ampak ni panike. Z enim klikom je na voljo tvoja personalizirana navigacija preko Android Auto ali pa CarPlaya. 2 USB vhoda tipa C sta še sprejela za polnjenje, 2 sta zadaj, pa tule je še tale uporabna podloga za polnjenje telefona. Tule so po novem še 3 plavalci v olimpijskem bazenu, kar naznanja, da pač fajn hladi tvoj telefon in se med polnjenjem ne bo pregreval. Malo še ostajam pri zaslonu, ker je na povsem spodnji strani vrstica za prezračevanje, se pravi, da tule vedno upravljaš z prezračevanjem, pa seveda z ogrevanjem sedežev in podobno, ne? Nov je še projekcijski prikazovalnik, ki s širokim naborom informacij poskrbi, da boste na digitalne merilnike gledali bolj poredko, čeprav so ti bogati z informacijami. To je meni všeč, da hkrati vidim trenutno in povprečno porabo, in doseg, in temperaturo, in še kaj. Predvsem pa je novi Volkswagen T-Roc zdaj bolj varen in opremljen s številnimi varnostnimi sistemi. V primeru, da zazna neodzivnost voznika, sam zapelje na odstavni pas in vklopi varnostne utripalke in tudi hupo.
Na avtocesti zna samodejno zamenjati vozni pas, če je vklopljen pametni tempomat, potem opozarja, da se bližate krožišču in bi bilo fajn zmanjšati hitrost, pa da prihajajo ovinek in ste prehitri. Skratka, pomaga vam, da bolj varno pridete do cilja, če vse to sami obvladate, pa sisteme pač izklopite, da vas ne opozarjajo. Zapomni si tudi pot parkiranja do 50 metrov, to pomeni, da najprej vi parkirate, potem pa on zna naslednjič to sam samodejno. Pa ta se mi zdi še uporaben, ker opozori potnike, da se od zadaj bliža kolesar, da ni varno odpreti vrat, pa ne samo zato, da vam ne vpraskate lepe barve. Ja, veliko se je zgodilo v zadnjih letih pri avtomobilih in T-Roc je lep primer, kaj vse se spremeni pri menjavi generacije. Ej, nisi pa nič povedal, kako se pelje. Ja, seveda ne, če sem imel avto glih 2 dni, niti kesla nisem v tem cajtu sprazil, ti pa hočeš imeti test. Ne vem jaz, kaj si počel. Vem pa, da mojo sosedo totalno zanima, kakšen je avto, ker me je že spraševala, bi ga kupila. Vzame naj rumenega, da bo več barv na cestah. No, daj ti reč, povej, kaj je še novega. V bistvu sem ena novost na slovenskih cestah, Geely Starey EMI. Gre za srednje velik, družinski SUV, priključni hibrid na elektriko, lahko recimo prevoziš 83 km po VLTP, ima veliko odlagalnih mest, veliko prostora, 528 litrski prtljažnik, pa kasneje bo na voljo še ena različica z še večjo baterijo, da šlak še več prevozov na elektriko. Drugače pa nadaljujemo z vsebino, še nekaj kitajskega boste videli, ne samo avto, tudi hrano, ne, Anže? Ba imajo tudi to dobro? Ja, spet sem malo pretiraval. V zadnjih 2 sezonah naših oddaj smo imeli več kitajskih avtomobilov kot v vseh letih prej. Tudi sam sem bil na Kitajskem že nekajkrat in kmalu grem spet, pa kljub temu še vedno ne vem, kaj je najbolj tipična kitajska jed. Če lahko nemške avtomobile povežem z klobaso in zeljem, ameriške recimo s hamburgerjem, španske s paeljo ali pa kakšno hudo rezino pršuta, tukaj še vedno ne vem, s čim bi jih. Skoraj osnovna stvar pa je ne vem. Vem pa, v čem so Kitajci mojstri, ko govorimo o avtomobilih. In najbrž veste tudi vi. Ne, tokrat nimam v mislih samo ugodne cene. Tole je Forting T5 Friday EV, električna različica lansko leto najbolje prodajenega kitajskega avtomobila pri nas. Tega imam v mislih T5 Evo se mu reče in smo ga lani že imeli v naših oddajah, no kako zelo priljubljen je, pa jasno povejo številke. Znamka Forting je lansko leto v Sloveniji prodala dobrih 1000 vozil, od tega je za 700 vozil poskrbel kar T5 Evo. In s tem se je uvrstil tudi med 20 najbolje prodajenih modelov v Sloveniji. No kaj pa je tisto, kar pri avtomobilih Kitajci res obvladajo? Elektrika. Skoraj vse svetovne znamke pri svojih štromarjih sodelujejo s Kitajci, kupujejo kitajske firme ali pa vsaj deleže v njih. In to pomeni, da ta ob meni ne more biti prav slab. In tudi ni. Ugotavljam pa, da lahko električne kitajske avtomobile razdelim na 2 pola. Na tiste, ki omogočajo neverjetna polnjenja in dosege in se praktično posmehujejo najboljši konkurenci, pa lahko njihove baterije polniš s 500 kW in podobno. In pa na tiste druge, ki so električno povprečni, so pa cenovno lahko zelo atraktivni. In takšen je moj petek oziroma Friday EV, da bo razumljivo. Zanj lahko dobite najvišjo subvencijo in to pomeni, da je 4,6 metra dolg avtomobil celo cenejši od svojega bencinskega brata. Pravzaprav je cena zelo dobra. Boste slišali v našem oglasnem delu oddaje. Elektromotor ima 150 kW moči oziroma po domače 204 konjičke in poganja sprednji par koles. Energijo črpa iz baterije LFP, torej tehnologija litij železo fosfat. Prednost te tehnologije je ugodnejša cena in potem je lahko cenejši tudi avtomobil seveda. Takšne baterije imajo izjemno dolgo življenjsko dobo s preko 3000 cikli polnjenja, skoraj ni verjetnosti vžiga in ničim ne škoduje, če jih napolnite do 100%. Celo prije jim, ker potem sistem lažje kalibrira napetost.
So pa energijsko manj goste in bolj občutljive na mraz, ampak zdaj je k sreči že toplo in doseg ni v bistvu nobena težava. Friday EV kljub temu ponuja 64,4 kWh kapacitete, kar sploh ni slabo. Sicer se po podatkih proizvajalca polni z največ 80 kW moči, mi smo uspeli z okrog 85 kW, je pa polnilna krivulja v bistvu precej dobra in pri več kot 80% napolnjenosti baterija še vedno papa energijo z okrog 65 kW moči, oziroma se od 20 do 80% nafila v pol ure. Obenem ni niti posebej težek takšen avtomobil, samo nekaj kilc več kot 2 toni ima, kar za štromarja te velikosti v bistvu sploh ni slabo. Doseg je še vedno precej samosvoja reč. Na avtocesti imamo porabo okrog 24 kWh na 100 km, na navadnih cestah 20 ali pa malenkost manj, kar pomeni, da doseg 300 km ni v bistvu posebna težava, če ne boste res non-stop samo na avtocesti. Vem pa tudi, da ste nekateri že na začetku prispevka zastrigli z ušesi in pomislili, da je takšna električna različica plebejskega Lambota lahko dobra alternativa bencinski. In moje mnenje je, seveda, zelo dobra celo, ampak samo za tiste, ki boste baterijo lahko polnili doma in za tiste, ki se vsak dan ne vozite ravno do Zadra in nazaj. In seveda sem moral najti odgovor na svoje začetno vprašanje, kakšne so značilne kitajske jedi, pa v bistvu niti ni bilo treba iti daleč, ker je vsaj zame najboljša kitajska restauracija pri nas na Gorenjskem v Mostah pri Komendi. Imam pa občutek, da sem si naročil mogoče malo preveč stvari, ampak za pokazati bo pa super. Recimo, tole je račka z 8 dodatki. Tole me sploh zanima, je domača sečuanska govedina v omakci. Potem imam tukaj seveda rakce, zelo značilni za Kitajsko so tudi cmočki, tile so polnjeni svinino, pa tukaj z rakci in pa testenine. Brez zelenjave pa tudi ne gre. No, na Kitajskem sem enkrat naletel tudi na fermentirano smrdljiv tofu, samo tistega pa nisem jedel, ker vsega pa res ne rabim probati. Razen pri avtih, zato tole pojem, potem pa grem raziskovati svoj Friday še naprej. Me veseli, da sem povabljen vedno na ta snemanje, kjer se kaj je. Ne rabiš ti tega. Seveda, da rabim, moram vzdrževati to kitovsko linijo. Drugače pa boste videli prihodnji teden, kako ti treniraš. Kaj že? Kung fu? To bi pa jaz tudi rad videl. Pa Mazda CX-5 si vozil kje? V Španiji, kje pa druge. Itak, premiere so sam še v Španiji. No, včasih je kakšna tudi na Portugalskem, pa naslednji teden grem na Češko, evo, da bom malo drugače. Tam je tudi kaj dobrega, ja. Ti pa res sam na hrano misliš, ne? Pa nismo za hrano misliš, veš. Ampak to je oddaja o avtih, tako da boste videli tudi test tega avta. Drugače pa se prijavite na naš novičnik, da boste vsak teden prejeli sveže informacije iz sveta avtomobilizma. Smo tudi na YouTubeu, TikToku, na Instagramu in Facebooku. Se vidimo. A smo jo pir v mislih? Mogoče. S kjer moraš zdaj šel domov? Smo jo 2 pira v mislih. Več ni.